Že zares dolgo poslušamo o teh dostopnih električnih avtomobilih Volkswagenovega koncerna. Zdaj pa mislim, da res imamo bolj konkretne stvari. Tukaj v Münchnu namreč imamo razstavljenih nekaj avtomobilov, ki so pravzaprav še koncepti, ampak v resnici bolj kot koncepti le zamaskirani serijski avtomobili s konkretno obliko in še bolj konkretnimi imeni. Poglejmo, kaj mislim. Prvo izmed teh imen, ki ga vsi gotovo poznate, je Polo. To ime letos praznuje že 50 let, Abrahama praznuje in kako bi mu Volkswagen lahko namenil lepše darilo, kot pa zagotovitev nadaljevanja njegovega obstoja z novo generacijo. Ta avto bi moral po tej novi Volkswagenovi logiki postati ID.2. No, ampak medtem je Volkswagen spremenil svojo strategijo, rekel bom pričakovano, ker se takšnih legendarnih imen pač ne zavrača, in ta avto prekrstil v ID Polo. In kaj o novem Polu že vemo? Vemo, da bo cena vstopnega modela nižja od 25.000 evrov, vemo tudi, da bo imel baterijo, ki bo omogočala nekako več kot 400 km električnega dosega. No, po mojem mnenju pa ta avto izgleda tudi precej športen, precej dinamičen, predvidevam, da bo imel dobre vozne lastnosti, kar se nekako sklada z novo Volkswagenovo filozofijo, ki nekako vrača to znamko na pota stare slave, kot sami pravijo odgovorni. No, ampak športnost, dinamičnost ne bo prva naloga tega modela. Hitreje, močneje, bolj agresivno, bolj neposredno, to bodo naloge različice z legendarno oznako GTI. Cupra je ponovno predstavila koncept, ob katerem smo rekli wow. Pa čeprav je ta znamka predstavila že precej fascinantnih konceptov. Ime mu je Tindaja, dobil ga je po vulkanski gori na kanarskem otoku Fuerteventura. In kaj je posebnost tega koncepta? Na njegovo obliko je vplivalo tudi ljudstvo, tako zunaj kot znotraj se to pozna, ampak ne bo ostalo le pri konceptu. Tindaja bo predvidoma leta 2030 postala tudi serijski model, no, ampak tisti verjetno ne bo imel tako ogromnih 23 palčnih platišč. Že za povsem serijski avto pa gre v primeru modela Cupra Raval, le še ta kamuflažna folija nam nekako zastira pogled nanj. No, v tem primeru gre nekako za Cuprino varianto Volkswagenovega novega Pola in glede na izkušnje s to znamko lahko pričakujemo, da ga bodo inženirji v Martorellu še nekoliko dodatno začinili s kakšnimi bolj športnimi nastavitvami podvozja in pa s kakšnim priboljškom v notranjosti v potniški kabini. Športnost pa ne bo glavna naloga Škodine glavne novosti. Predstavili so nam napoved modela Epic. Gre za kompaktnega križanca, seveda tudi z električnim pogonom. No, kaj pa bo njegova glavna naloga? To bo seveda v Škodinem stilu epska prostornost. Pravijo, da bo imel skoraj 500-litrski prtljažnik in zdaj je kar škoda, da ne moramo pogledati vanj. No, ti avtomobili so za zdaj še zaklenjeni, pustimo to za eno izmed naslednjih predstavitev. No, poleg teh skorajda serijskih malčkov pa Volkswagen že prikazuje tudi, kako bo se zgodba nadaljevala. In nadaljevala se bo seveda z naslednikom T-Crossa, imenoval se bo seveda ID Cross. In če gre verjeti temu konceptu, ta avtomobil ne bo več tako enoprostorsko oziroma SUV-ovsko škatlast, ampak bistveno bolj dinamičen, kar pa seveda sovpada s splošno usmeritvijo znamke Volkswagen.